biodinamiki počnejo med 23. decembrom in 6. januarjem? Danes boste izvedeli, kajti v našo družbo prihaja Meta Vrhunc. Jelena Dimitrijevič nam predstavi Maco. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o tem, kaj biodinamiki počnejo v tem času. Zdaj, kaj biodinamika pravzaprav je, o tem smo v naši oddaji že večkrat govorili in kako prepoznati tudi izdelke, ki so bili na takšen način vzgojeni, pripravljeni. Ja, to je tista oznaka Demeter, take oranžne barve, ki jo pravzaprav lahko vidite na izdelku. In kaj to pomeni? Je to več ali manj ali enako kot tista oznaka, ki govori, da je neka stvar tudi ekološka? Pravzaprav pri načelih biodinamike to pomeni, da ni samo ekološko pridelano oziroma vzgojeno, ampak da se upošteva še gibanje planeta, se pravi Zemlje in pa ostalih planetov, se pravi je v pravem dobesednem tistem ritmu narave kot takem. In v našo družbo prihaja Meta Vrhunc, ki je tistega leta, ko sem se jaz rodila, to je bilo leto 88, kupila tisto svojo prvo kmetijo, na kateri je potem 91. leta ustanovila prvo oziroma matično društvo Ajda, ki se je potem razprostrla po 16 pokrajinah in danes še vedno veliko predava in predaja vso to znanje Slovencem, kajti 27 let je preživela v Nemčiji, se tam izobraževala in predana je bila ta Steinerjeva zapuščina in ja, povsem točna. Kar naprej lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas. Izvolite. Hvala lepa. Ta vaša zgodba je zelo navdihujoča za vse ljudi, da ste sledili pravzaprav v srcu in prišli iz Nemčije, torej nazaj v Slovenijo, da bi predali to znanje. Ja, tudi meni se zdi to pomembno in to je, na kar sem pravzaprav ponosna, ker sem na nek način v času svojega otroštva in potem šolanja vedno bila usmerjena na to, pomembno je denar zaslužiti, pa fajn se imeti, ne? Ko sem pa jaz v Nemčiji bila, sem pa videla, da služenje denarja ne more osmisliti človekovega življenja, da je človek pravzaprav na nek način dolžen tudi tisto, kar čas potrebuje, iz darov, ki so mu zastonj dani, na nek način izboljševati, ne? Mi ne moramo samo tožiti, v kakšnem času živimo, ampak se moramo zavedati, da smo mi v bistvu tisti faktor, ki vse te stiske lahko reši. Se pravi, smo kreatorji. Absolutno, ne. In jaz sem pač tam spoznala to metodo kmetovanja, ki je metoda, ki omogoča trajno plodnost tal, ki omogoča, da vse te dragocene darove iz preteklosti naših dedov ohranjamo v neokrnjeni kvaliteti oziroma jim celo z nadaljevanjem stvarniškega dela, kot je gospa Tunova rekla, z uporabo preparatov, pomagamo, da okoljske probleme in probleme, ki prihajajo z evolucijo Zemlje, ker Zemlja je na poti umiranja. Zemlja je v bistvu na poti umiranja, ne? Ampak s temi preparati, ki jih je Steiner dal, mi v bistvu nadaljujemo stvarnikovo delo, ohranjamo plodnost Zemlje in omogočamo sami sebi v bistvu še tisti čas, ki ga človek za svoj razvoj potrebuje. Tako približno, ja. Gospa Meta, jaz ne vem veliko o biodinamičnem načinu kmetovanja, ampak toliko, kolikor vem, je pa dovolj, da se ves čas sprašujem, zakaj vsi tega ne počnejo, ker pravijo, da je mnogo bolj preprosto, kot pa tisto klasično, kjer imamo pa vse tak in da je to res dobra rešitev na vseh nivojih in mi ni jasno, zakaj se še vedno oklepamo tako močno tega klasičnega sistema pridelave, ki ni niti ekološki, ki bi vsaj ekološko bilo. Prav. Odgovor je preprost, zelo preprost, vendar verjetno nesprejemljiv za večji del človeštva, ne? Dokler je človek razumel vse dogajanje v naravi kot posledico delovanja Božjega nevidnega sveta, posledico delovanja Božjega nevidnega sveta, je bilo vse v redu. Sejal je in žel je v zavedanju, da je to darilo. Tudi svojega življenja se je veselil kot darila. Se pravi zavedanje. Zavedanje. Hvaležnost. Ja, od 18. stoletja naprej najpozneje človek to razumevanje eksistence pravzaprav opustil, je začel verjeti v materijo, je duhovni svet ne samo, kako naj rečem, na nek način pozabil, ampak ga celo
zavrača, ignorira, podcenjuje in tako naprej. Mi pa v bistvu še vedno iz energij živimo, ki so božjega izvora. Ne? In dokler bo človeštvo na tak način, kako naj rečem, osnove življenja obravnavalo, ne more biti bolje. Mi živimo v času torej nekih materializmov, egoizmov in ti v bistvu so razlog za način kmetovanja, način, kako ne rečem, odnosov med ljudmi, ki se kažejo v, mislim, lažeh, prevarah, delitvi in uničenju. To imamo na vsem nivoju. Ne? In Steiner je rekel, dokler bojo ljudje na ta način živeli, kot živimo mi zdaj danes, a ne? On je takrat leta 1920, 24, mislim od 12. naprej, ko je antropozofijo širil, je rekel, dokler bojo ljudje takole, bojo katastrofe grozljive, vedno hujše bojo in človeštvo ne bo iz teh katastrof prišlo ven, dokler ne bo razumelo katastrof na edini pravi način, da je treba živeti iz duha. Ampak je zanimivo, v zadnjih dneh leta 2017 preverjamo, a veste pa astrolog nam pove za naslednje leto, kako bo kaj, pa numerologi in tako naprej. In vsi pravzaprav govorijo ravno o teh stvareh, konkretne spremembe, da bo narava pokazala svoje zobe, da bojo vulkani, da se lahko marsikaj tega pravzaprav zgodi. In ja, mislim, da je to edina stvar, da bi mogoče malo manj samoumevno jemali stvari, ki jih imamo na voljo. Stvari se dogajajo izključno in samo zaradi zablode človeka. In če bo človek spremenil svoj odnos, svoje razumevanje, pojmovanje življenja in eksistence planeta in vsega, kar je, se bo vse spremenilo. Upamo na to spremembo in na zavedanje, da nas čim prej. Vsak mora na sebi delati, ne? Razmisliti. Ja, pred torej, svojim da mora pravom. človek v sedanjem času najprej najti odgovor na to, kdo on sam je. A ne? In ali duhovni svet eksistira. In v človeku eksistira duhovni svet, tako kot zdaj smo v 3/4 našega bitja. A ne? Dokler človek teh odgovorov ne išče in ne najde, ne more biti bolje. Ja. In gospa Tunova, Steinerjeva učenka, je rekla, da je zagotovo tudi tako, da ta projekt človek, projekt bogov človek, ne mora uspeti. Vsako leto pripravite vi, kaj ne, da tudi setveni priročnik. Za leto 2018, to je setveni priročnik Marije Tun je tudi tukaj. Ampak preden greva na 2018, kaj počnejo biodinamiki zdaj v času 23. do 24. pa do konca leta? Torej, mi govorimo o svetih nočeh. Nordijska in starogermanska mitologija je govorila o nočeh, ko na poseben način najvišji bog Germanov z dušami umrlih in demoni hara po svetu. Utemeljila jih je pa teh 12 noči, ki so pripadale Votanu oziroma Odinu, o razliki, ki nastaja med njihovim pojmovanjem deljenja časa na sončevo leto in lunino leto. Teh 12 dni je na nek način vzeto iz časa. In Rudolf Steiner iz svojega videnja je rekel, da resnično teh 12 dni, pravzaprav že od zimskega sončnega obrata, bolj pa še od svetega večera, 24. decembra do 6. januarja, resnično vladajo posebne razmere na Zemlji. Da je Zemlja takrat najbolj sama pri sebi in najmanj pod vplivom zodijaka, da pa takrat zelo močno delujejo sile Lune, ki delujejo z arimaničnim elementom. Arimanični element, torej arimanični elementi pomeni delovanje, to se pravi, materialističnih in egoističnih misli in da je človek pravzaprav takrat zelo pozvan, da iz sil svoje notranjosti situacijo obvladuje, da je pa ta čas na drugi strani nekaj ekstremno dobrega za rastline in za živali, da ta čas rastline popolnoma preobrazi, da jim daje nove sposobnosti in da celo preobrazi živali, ki so na nizkem nivoju razvoja. Skratka, mi takrat zakopljamo naša semena in to se mogoče poslušalcem zdi, kako naj rečem, nekaj pravličnega. Steiner sploh je pravličen, če ga pa preizkusite, je pa resničen. Ne? Tisti, ki zakopavajo semena, se pohvalijo, da so torej rastline, ki iz teh semen zrastejo, odpornejše. Se pravi, samo shranijo se semena, v tem smislu, da pač samo da so v zemlji takrat, kasneje se jih poseje. Ne? Točno tako. Samo v zemlji jih spravimo mi 24. ali pa mogoče, če se obeta mrzlo vreme, že prej izkopljamo pač ustrezno veliko
veliko luknjo, tako kot jo za naša semena potrebujemo. Za vrtnine sploh ne mora biti globoka, če imamo pa še recimo za poljščine, potem je pa tega malo več. Seveda morajo biti semena zaprta v tesnih kozarcih, tako da če je obilje deževja v tem času ali kakorkoli, da se semena ne navlažijo. In potem 6. se to odkopa? Tako je, 6. odkopljamo. In kako zdaj to naredimo? Torej, samo položimo v zemljo, jaz dam slamo okrog, spodaj dam slamo in na semena dam slamo, potem pa desko in zasujemo preprosto. Ja. In še ena stvar, mi smo imeli pred 3 leti na obisku gospoda Omezolija iz jezero Garda, Lago di Garda. On ima biološko dinamično drevesnico. On pravi, sadno drevje je danes, kako ne rečem, ekstremno občutljivo, ker je posledica razmnoževanja. Tisto sadno drevje, ki zraste iz ob svetih nočeh posejanih semen, je pa 80% odporno na aktualne bolezni, recimo glivične bolezni, ki so velik problem. To je noro, to je treba preizkusiti. Ja. Se pravi, zdaj imamo to priložnost. Pravi čas je, se pravi, to je zdaj naša priložnost. Absolutno, ja. Nadaljujeva tale pogovor, tale trenutek pa preverimo aktualna dogajanja, govorimo seveda o klepetovih dogodkih, potem pa takoj nadaljujemo. Novo leto, nov začetek s predavanjem o sibirski fitomedicini v Celju z Marijo Ano Kolman v soboto, 13. januarja ob 6. popoldan. Vsaj enkrat na mesec pa si lahko vzamete čas, 2 uri časa zase. Vabljeni na božanske večere, ki so kombinacija plesa, lahkih telesnih vadb, meditacije in kopanja v zvoku kristalov, gonga in šamanskih instrumentov. Vsak mesec. Meta Vrhunc je danes v naši družbi in govorimo o tem, kaj biodinamiki počnejo med 24. in med 6. januarjem. Boljše vprašanje bi bilo, kaj Zemlja pravzaprav počne v tem času. Govorili smo o tem, da takrat v zemljo zakopamo semena, ampak niso vsa semena vredna mogoče imena semena kot takšnega. Kakšna semena so najboljša, da je v tem času, da jih damo torej počivati v zemljo? Bodočnosti sposobna semena. Ja. Mi živimo danes v enem groznem času, resnično, ko v bistvu nihče ne obvladuje kmetijstva v celoti. In je tudi recimo vrtnarstvo in poljedelstvo popolnoma ločeno od semenarstva. In to semenarstvo je spet v sebi ločeno. Tlele se proizvajajo semena na najrazličnejše načine. Ja. V glavnem, kako naj rečem, potrošnik, ki semena kupuje, ga zanima predvsem, koliko bo pridelal. Ampak to ni najbolj pomembna stvar. Najbolj pomembna stvar je, v kakšni meri so rastline, ki bojo iz tega semena zrasle, nosilci zdravja, ker zdravje, ki ga rastlina ima, je zdravje osebe, ki to hrano potem poje. Skratka, pri semenih je treba zelo paziti, če imate svoja semena, potem svoja semena zakopavati. Če imate semena biološko dinamičnega izvora, ta so najodličnejša, zaradi tega, ker so v bistvu že leta dolgo v nekem regenerativnem procesu samo metodo. Pa jih je moč dobiti v Sloveniji? Seveda jih je moč dobiti v Sloveniji, je firma Amarant, ki ta seveda ima. Mislim pa, da ta Evropa, ki jo sicer ne cenim posebej, nam pač omogoča, da semena tudi iz evropskih držav dobimo čisto brez problemov po internetu. In tlele je firma Kulturzat ali pa Bingenheimer Zadgut, to so zelo dobri viri. In ta semena se seveda splača enkrat kupiti in jih potem ohranjati. Se pravi, pa imaš pa svoja že, ne? Absolutno, treba se pač naučiti, na kakšen način semena lahko pridelujemo, da ostanejo dobra. Mi lahko eno dobro rastlino kupimo, ampak če ne znamo z njo delati in semen v pravem času spraviti, shraniti in tako naprej, jih bomo tudi izgubili. Prišli ste oziroma vrnili ste se nazaj po 27 letih v Slovenijo, zato da bi širili to znanje. Koliko pa, a imate kakšen podatek, recimo, koliko je teh biodinamikov v Sloveniji, ki na takšen način tudi pridelujejo in si potem za svoje izdelke tudi zaslužijo oznako Demeter ali pa tudi, če je ne pridobijo? Kakšen je odstotek? To je vprašanje, na katerega ni mogoče enako odgovoriti. Ljudi, ki delajo biodinamično, je zelo veliko. V pretežni meri pa pridelujejo za sebe. Hvala Bogu, imamo v Sloveniji še veliko ljudi, ki vsaj v svojem vrtu pridelujejo hrano za sebe in ki imajo še nek odnos do zemlje in do rastlin in neko predstavo o tem sploh, kako se hrana prideluje. Tistih,
ki pa imajo blagovno znamko Demeter in ki pridelujejo tudi tržne viške, da tako rečem, je pa relativno malo. Tlele je treba pogledati na internet Združenje Demeter, tam boste našli spisek teh kmetov, pa tudi proizvode, ki jih oni imajo. Tega je čisto premalo in mislim, da je tle nujno potrebna podpora potrošnikov. Potrošnik je v bistvu v najslabši situaciji danes. Se pravi, da on ve, kaj zbere zase. Ja, ljudje v urbanih središčih so na nek način izgubili odnos pravzaprav do narave. Tudi ta predstava o pomembnosti zdrave hrane je zelo obledela in šele v zadnjem času z boleznimi, ki pogosto niso sploh več popravljive, se to zavedanje prebuja. In tlele je treba enostavno vedeti, da ta masa potrošnikov iz mest mora podpirati pravi način pridelovanja hrane. Kako? Tako, da kupuje pri ljudeh, ki tako pridelujo in da zavrača hrano, ki je na trgovskih policah. Ker s tem, da mi kupujemo hrano na trgovskih policah, zastrupljamo sebe, ker vemo, da so ostanki iz pridelave, v tisti hrani, plus tega, in ker je v mojih očeh najslabše je, da mi z nakupom te hrane financiramo v bistvu enak način pridelovanja, pomeni uničenje planeta še naprej. Mi pa danes na planetu je ocenjeno, da je plodnost Zemlje že izgubila 30% svoje plodnosti. Zemlja je izgubila 30% plodnosti, v Evropi 35% plodnosti. In to so zastareli podatki. Evropa je kupila 6 milijonov hektarov Afrike, da bo dol pridelovala svojo hrano. To, kar se dogaja, je katastrofa in kdo lahko to spremeni, je tisti, ki to financira, pomeni potrošnik. Se pravi, mi smo tisti, Absolutno. Ampak je verjetno tudi, ne vem, jaz tako, ko gledam recimo ljudi, pa pravzaprav tudi, ko opazujem sebe izpred nekaj let, kupujemo veliko z očmi sadje, zelenjavo, lepša je, bolj se nam zdi, ta bo pa pravzaprav ta prava in potem, ko mi je nekdo razložil, korenček mora biti nagrbančen levo, desno, koliko ima v sebi vseh hranil, da mu je to uspelo, medtem, ko tisti je kaj v mivki, kako. Se pravi, na nas je to in mi imamo moč. Jaz zelo obžalujem, da na Slovenija kar veliko inštitucij, ki se imenujejo neke ustanove za varnost hrane, in pojmujejo potem varnost hrane z polnimi želodci. To je absolutno zgrešeno. Absolutno zgrešeno. Pogosto je bolje biti lačen, kot kupovati to hrano iz trgovine. In tlele je nujno potrebno, da se inštitucije na nek način so dolžne skrbeti za zdravo prehrano v Sloveniji, začnejo ukvarjati z vprašanjem, kaj zdrava hrana je. In tukaj obstojajo alternativne metode, ki jih je treba upoštevati. Če v sedanjih laboratorijih pogledate vsebnost, recimo nekega korenčka, ne glede na način pridelave, bojo strokovnjaki rekli, tlej toliko in toliko teh mineralov in teh vitaminov, vse je v redu. To je absolutno. To pripada preteklosti. To je smešno o tem danes govoriti. Danes je treba govoriti o prisotnosti strupov, predvsem pa o prisotnosti ali odsotnosti vitalnih energij. In katerakoli rastlina, ki zboleva na njivi, ki jo je treba zdraviti, zdravja nima. To vsak človek po sebi ve. Jaz imam lahko mojih 65 kil na tehtnici, zdrava ali bolna. Korenje je lahko bolno ali zdravo, to se pravi, prihaja zaradi zdravljanja brez vitalnih energij in je bolj, da ga ne jem. In mi smo tisti, ki izbiramo ali zdravje ali bolezen. Najlepša hvala. Meta Vrhunc je bila v naši družbi in setveni priročnik Marije Tun za leto 2018, verjamem, da vsakemu pride prav. Sploh v tem času, ko začenjamo vse bolj se zavedati, se vedno bolj zavedamo, kako pomembno pravzaprav je tisto, kar dajemo v usta, čeprav je že stoletja in stoletja jasno in se govori, si to, kar ješ. Pa še kako. Poznam kar nekaj parov, ki so po mesecu, 2 mesecih zanosili. Seveda v tem primeru je treba uživati, tudi moški uživa, pa ženska, oba, in potem so rezultati res čudoviti.